Pozdravljeni. Prestopi tehnikov in inženirjev v svetu Formule 1 so nekaj vsakdanjega. A danes si bomo ogledali neko plat, ki je marsikdaj prezrta in pravzaprav široki publiki neznana. Prestopi inženirjev ter drugega tehničnega osebja so v svetu Formule 1 prav tako pogosti kot na primer prestopi voznikov. A treba je priznati, da te novice so bistveno manj odmevne kot one, ko nek voznik, svetovni prvak, zamenja svoje delovno mesto. A kljub vsemu v tem trenutku smo priča izjemno zanimivi situaciji. O tem, da pri skuderiji Ferrari mrzlično iščejo nov kader, smo že govorili pred dnevi. In tam sem nekako poudaril, da mnogi potencialno zanimivi kadri ne kažejo prevelikega entuziazma za tak prestop. A v to zgodbo se je nenadoma vključil tudi Red Bull, posebej z izjavami, ki jih je dal Christian Horner in seveda kot običajno tudi Helmut Marko. Treba je poudariti, da med Ferrarijem in Red Bullom bi lahko prišlo do neke vrste menjave. Kot vam je znano, športni direktor skuderije Meki misli prestopiti k skuderiji Alfa Tauri, kjer bo, kolikor bo šlo vse po sreči, v naslednji sezoni glavni in odgovorni. Torej, dobil bi pozicijo, ki je stopničko višje od tiste, ki jo drži sedaj. A zato, da bi Meki lahko tako lepo prestopil v Alfa Tauri, želi Ferrari tudi nekaj iztržiti. Pred časom smo brali, kako naj bi, po mnenju nekaterih avtorjev, dva izjemno pomembna inženirja Red Bulla že prestopila v Ferrari in govorimo celo o njihovem tehničnem direktorju Vohu in Balbu. A čeprav so nekateri trdili, da na primer Balbo že dela na projektu bolida skuderije Ferrari, se je na koncu vse to izkazalo kot običajna laž. A po drugi strani moramo razumeti nekaj. Ekipe Formule 1 skušajo na vse kriplje zaščititi svojo intelektualno lastnino. In to pomeni, da glavni tehniki in inženirji so vezani z dolgoročnimi pogodbami na neko strukturo. Ukolikor želijo to pogodbo pretrgati, morajo ostati določeno število mesecev neaktivni. In to v angleščini se imenuje tako imenovani gardening leave oziroma čas za vrtnarjenje, ko je tehnik, inženir na plači, ampak aktivno se s Formulo 1 ne sme ukvarjati. Razumljivo je, da tisto, kar ima v glavi, ekipe zaenkrat še ne morejo kar tako izbrisati. Zato je potrebno nekaj časa, da vsi tisti podatki postanejo zastareli. In prav tu bi lahko prišlo v teoriji do neke menjave med Red Bullom in Ferrarijem. Ferrari bi se odpovedal tistim mesecem čakanja za Mekija, medtem ko pri Red Bullu bi lahko isto naredili pri drugih tehnikih. A tu nastane težava, namreč Helmut Marko je iskreno povedal, da Vahe si ne želi iti v Ferrari in da kljub temu, da Ferrari želi priti malce višje, mu pri tem Red Bull ne bo pomagal. In to pomeni, da ukolikor si nekdo, ki je sedaj v tem trenutku zaposlen pri Red Bullu, želi priti v Ferrari, bo moral odsedeti vse tisto, kar mu piše v pogodbi. Pri Red Bullu takim praksam sploh niso tuji. Pred kratkim je svoje mesto pri McLarenu izgubil James Kay. Predtem je bil
tehnični direktor pri Scuderii Toro Rosso, današnjemu Alfa Tauri. Čakati je moral približno 2 leti, da je lahko zapustil Scuderijo Toro Rosso in prišel v McLaren, kajti pri Red Bullu mu niso hoteli dati, recimo temu, izpisnice, da bi lahko kar prosto odšel na delovno mesto, ki se ga je tako želel. In pri McLarenu so se znašli takrat v izjemno kočljivem položaju, kajti ostali so brez tehničnega direktorja, zato so na vrat na nos podpisali kratkoročno pogodbo z Petom Freiem, ki je nato odšel v današnji Alpin. Vidimo, da je situacija izjemno kompleksna, zapletena in še zdaleč od tega, da bi bila razjasnjena. In lahko razumemo, da mnogi inženirji tehniki so pravzaprav talci lastnih ekip. Vkolikor pride do neke vrste dogovora, se lahko tudi nekako trguje z njihovimi pogodbami. Čeprav pri Red Bullu je Helmut Marko jasno in glasno povedal, da nismo na neki arabski tržnici, kjer bi kar tako trgovali z usodami takšnih in drugačnih kadrov. Po drugi strani se lahko mi, navdušenci, vprašamo, koliko je pa v navednicah vredna pogodba Mekija. Namreč izgleda, da Ferrari za to, da bi Meki kar tako na hitro prestopil iz ene v drugo ekipo, zahteva 2 ali celo več inženirjev, kar se mi zdi meni osebno pretirano. Namreč zakaj namesto Vaha in Balba ne zahtevajo še na primer pogodbe Adriana Neweyja? Mnogi izmed vas boste dejali, saj to je verjetno nemogoče in sam se z vami strinjam, ampak zakaj ne poskusiti, mogoče pa uspe. A to je le nek pogled v svet Formule 1, ki zna biti izjemno krut in tudi nečloveški. Kot sem vam že omenil, James Kay je moral čakati 2 leti. In kaj se bo zgodilo z tistimi inženirji, ki bi si res želeli priti v Ferrari, verjetno podobno. Zato tudi nihče ne kaže nekega odkritega interesa za prestop. Tudi če bi si nekdo želel priti v Ferrari, verjetno si ne želi biti izven sveta Formule 1 za 2 sezoni. Namreč videli smo pri Jamesu Kayu, kako njegovi projekti so nekako ostali korak ali 2 zadaj, kajti tisti čas, ki ga je preživel doma, ni smel nekako se ukvarjati s projekti, biti naprimer v vetrovniku, preučevati nove rešitve. In zato ta zgodba je še daleč od tega, da bi bila končana, in v tem primeru pri Ferrariju imajo izjemno velike težave. Športnega direktorja, ki želi oditi, a nikogar, s katerim bi ga lahko zamenjali. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.